Ste kdaj potrebovali drugo priložnost? Svež začetek. Morda ste pod vplivom čustvem izrekli nekaj, kar ste kasneje obžalovali. Nekaj, česar ne bi smeli. Morda ste naredili nekaj, s čimer ste prizadeli osebo, ki vam veliko pomeni in vas zdaj razjeda občutek krivde. Sprašujete se, če bo še kdaj obnovljeno zaupanje, ki je bilo med vama. Morda ste doživeli neuspeh na katerem od pomembnih življenjskih področij, poklicnem, zakonskem, starševskem, verskem, moralnem, in občutek neuspeha preprosto ne izgine. Drži se vas kot klop, obupujete in želite si, da bi lahko začeli znova. Janezov evangelij pripoveduje zgodbo o človeku, ki je razočaral svojega najboljšega prijatelja, zatajil svojega gospodarja. O človeku, ki ga je mislil, da ga je njegova napaka postavila izven dosega Božje milosti, kar se je izkazalo za čudovito in blagoslovljeno zmoto, tako zanj kot tudi za vse nas. To je zgodba za vse, ki smo bili kdaj zlomljeni zaradi neuspeha. Zgodba o človeški grobosti in Božji velikosti. Zgodba o človeku, ki je zavrgel svojo priložnost. Nenazadnje, to je zgodba o Bogu druge priložnosti. Oglejmo si jo. Zapisana je v Evangeliju po Janezu 21. poglavju od prve vrstice naprej. Jutro je. Peter in njegovi prijatelji so vso noč lovili ribe. Ulovili niso niti ene. Iz obale so zaslišali glas. Otroci, ničesar niste ujeli, kaj ne? Vprašanje ima v sebi bodico. Oblikovano je tako, da spraševalcu pove, ali so ti, ki jim je vprašanje namenjeno, pripravljeni priznati resničnost, neuspeh torej. Jezus pogosto uporablja običajne izjave ali vprašanja, da bi videl, ali so ljudje pripravljeni priznati resnico o sebi. O čem ste se pogovarjali na poti, sprašuje učence, ki so se prepirali o tem, kdo od njih je največji. Kje je tvoj mož? Je vprašal žensko, ki je bila 5-krat poročena. Kako gre? Ste kaj ujeli? Sprašuje tokrat. Ostrino vprašanje sicer omili s tem, ko svoje prijatelje imenuje otroci. To je edini tak primer v evangelijih. Torej, fantje, je bilo kaj sreče? In takrat se zgodi nekaj nenavadnega. Skupina ribičev, namesto da bi začela govoriti o tisti veliki ribi, ki jim je pobegnila, prizna, da niso ničesar ujeli. In takrat jim glas reče: poskusite še enkrat. Vrzite mrežo na desno stran čolna. Ne odnehajte še. Ribiči so ubogali. Mreže so bile kmalu tako polne, da jih niso mogli potegniti nazaj v čoln. Naenkrat so vedeli, komu pripada glas. Petra so takrat verjetno napolnila čustva. Zelo verjetno se je spomnil dneva, ko je prvič srečal Jezusa. Luka pripoveduje to zgodbo v 5. poglavju svojega evangelija. Pravi o tem, da je Jezus sedel v Petrov čoln in učil množico na obali. Nato je rekel Petru: odrini na globoko vodo in vrzi mrežo. Peter pojasnjuje: vso noč smo lovili, pa nismo ujeli niti ene ribe. Toda vseeno je poskusil in kmalu so bile mreže tako polne, da so se trgali, in čolni tako polni, da so se začeli potapljati. Takrat je Peter rekel Jezusu: pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Zlomljeni ljudje včasih molijo to molitev. Toda Jezus mu je rekel: vse vem o tvoji grešnosti, a imam načrt, kako ti pomagati. Dajem ti novo življenje, nov začetek. Začel boš znova, a tokrat boš lovil ljudi. Peter je tako prvič srečal Gospoda druge priložnosti. Zdaj, po križanju in vstajenju in novem ribiškem čudežu, se Peter zaveda, komu pripada glas. Na tipičen petrovski način sleče sebe svoja oblačila, skoči v vodo in odplava na obalo. Morda se je pri tem spomnil priložnosti, ko je hodil po vodi, medtem ko so njegovi prijatelji ostali v čolnu. Njegova vera ga je kmalu izdala in začel se potapljati. Doživel je neuspeh. Toda Gospod druge priložnosti ga je tudi takrat rešil. Zelo potrpežljiv je ta Bog druge priložnosti.
Ko je Peter dosegel obalo, je videl Jezusa, ki pripravlja zajtrk. Zakuril je ogenj in Janez v opis dogodka vključuje podrobnost. Bila je žerjavica. Za to je obstajal razlog. Samo nekaj poglavij pred tem, v Janezu 18, beremo o dogodku, ki se je zgodil, ko so Jezusa prijeli in ga pripeljali pred velikega duhovnika. Ko je bil Peter na dvorišču in se grel ob ognju, je bil 3-krat vprašan, ali pozna Jezusa in ali je njegov učenec. Tudi tam beremo, je bila žerjavica in tam je zatajil Gospoda. Ko je Peter tokrat videl žerjavico, se je spomnil. Če želi biti z Jezusom, se mora soočiti z resnico o sebi, o tem, kdo je in kaj je naredil. Če želite prejeti pomoč Boga druge priložnosti, morate tudi vi priznati resnico o sebi. Soočiti se z resničnostjo, ker druga priložnost ni ponavljanje prve, ampak premik naprej, k nečemu novemu in boljšemu. Nekaj se mora spremeniti in da bi do spremembe sploh lahko prišlo, si moramo najprej priznati, kakšno je naše resnično stanje. Obstaja zgodba o človeku, ki je dlje časa iskal službo. Javil se je na oglas za službo v živalskem vrtu. Direktor mu je pojasnil, da je njihova gorila umrla in da si ne morejo privoščiti nakupa nove. Zato bo njegovo delo obleči gorilin kostum in se pritvarjati, da je gorila. Sprva se je upiral, a ker je potreboval denar, je na koncu pristal. Vsak dan je bil bolj navdušen nad svojo novo službo. Nekega dne se je tako močno zazibal na vrvi, da je končal v sosednji kletki, levovi kletki. Ko je začutil na svojem obrazu vročo levovo sapo, je pozabil na svojo krinko in začel piti na pomoč. V tem trenutku pa se je oglasil lev. Utihni vendar, sicer bova oba ostala brez službe. Nošenje maske lahko postane način življenja. Pretvarjanje, da smo srečni, čeprav nosimo v sebi bolečino. Pretvarjanje, da smo duhovno zdravi, čeprav je med Bogom in nami velika duhovna razlika in razdalja. Pretvarjanje, da je naš zakon popoln, čeprav je res, da v našem odnosu zeva praznina in to prav tam, kjer bi moralo biti njegovo srce. Peter se spominja velikega neuspeha svojega življenja. Pravzaprav je doživel precej neuspehov. Takrat, ko se je začel potapljati, pa takrat, ko mu je Jezus rekel, da govori satanove besede, takrat, ko je poskušal z mečem rešiti Jezusa in je opravil prvo zabeleženo amputacijo ušesa v zgodovini in še bi lahko naštevali. Toda zdaj se je spominjal svojega velikega neuspeha. Včasih v življenju doživimo kaj takega. Nekaj, za kar se zdi, da je nemogoče popraviti. Nekaj, česar ni mogoče odpustiti. Spominja se, kako je stal pri ognju in razočaral svojega Boga. Po zajtrku sta ob ognju ostala samo Peter in Jezus. Sama in to prvič po zatajitvi, križanju in vstajenju. Peter je tako ranljiv, podoben je obtožencu na sodišču, ki čaka na razsodbo. Toda takrat zasliši vprašanje. Vprašanje, ki ga zaboli, a hkrati tudi vprašanje, ki ga bo ozdravilo in ga vrnilo nazaj v življenje. Vprašanje, ki ga bo spremljalo do konca njegovega življenja. Jezus ga je vprašal, ali me ljubiš? Jezus ne sprašuje, Peter, ali ti je žal za to, kar si naredil? Obljubiš, da me ne boš nikoli več razočaral? Se boš prihodnjič bolj potrudil? Ali me ljubiš? Se glasi Jezusovo vprašanje. In to vprašanje ni enostavno za nikogar od nas. Simon, Jonov sin. Jezus celo ne uporabi njegovega vzdevka Peter. Uporabi njegovo uradno ime, kakor da bi hotel reči, ne bom predvideval, da si želiš stari, pristen odnos. Ne bom domneval, da si še naprej želiš nositi ime, ki sem ti ga dal. Simon, Jonov sin, ali me ljubiš? Zdaj je Jezus ranljiv. Zdaj je Jezus kot ljubimec, ki čaka na odgovor osebe, ki jo ljubi. Da, Gospod, odgovarja Peter.
Toda ne zaupa svoji sposobnosti, da pozna samega sebe. Ti veš vse, ti veš. Razumem Petrov odgovor. Gospod, ti veš. Po svojih najboljših močeh te ljubim. Ko sem pri zdravi pameti, te ljubim. Želim si, da bi te ljubil bolj kot te zdaj. Ne poznam samega sebe. Gospod, ti veš. Hrani moja jagnjeta. Ljubi, poučuj, varuj in vodi malo čredo, ki mi pomeni vse na tem svetu. Dobrodošel nazaj. Vrni se v igro, Peter. To se ponovi 3-krat. Vse dokler Peter ni prizadet. Zakaj Jezus vedno znova in znova sprašuje? Nekateri vidijo pomen v tem, da Jezus v 3. vprašanju uporabil drugo grško besedo za ljubezen. Toda pomen ponavljanja ni v sinonimih za besedo ljubezen, ampak v tem, kolikokrat je vprašanje postavljeno. 3-krat. Peter je stal pri ognju in 3-krat razočaral svojega Gospoda. Tokrat stoji pri ognju in 3-krat izpove svojo ljubezen. Jezus pravi Petru, Jezus pravi vsem, ki so kdaj stali pri ognju ali kjerkoli drugje in razočarali Boga, Jezus še vedno govori vam in meni, ne glede na to, kaj smo naredili, dobrodošel nazaj, vrni se v igro, razvijaj darove, ki sem ti jih dal, sledi klicu, s katerim sem te poklical, posveti se delu zame. Če ne prej, potem vsaj tukaj pa se pojavi še eno vprašanje. Ali je to pravično? So druge priložnosti fair? Eno je začeti igro znova, kot otroci, ko se nekaj zalomi. Toda življenje je veliko bolj resno. In če je Bog, sploh kakšen Bog, potem mora biti pravičen. Ne more kar tako reči, začni znova. Nekdo ne sme pozabiti koncentracijskih taborišč, bombnih napadov, v katerih umirajo nedolžni, zlorabljenih otrok in zatiranih siromakov tega sveta. Nekega dne mora nastopiti pravica za ta svet, da bi svet sploh imel kakšen smisel. In Sveto pismo pravi, da se bo pravica nekega dne valila kakor voda. Vsi bomo odgovarjali za svoje grehe in krivice. Vsi, vključno z mano in vami. Toda Sveto pismo pravi še nekaj. Pravi, da sta se Božja neomajna vdanost pravici in Božje nespremenljivo hrepenenje, da odpusti, srečali na križu. Križ je izpoved Božjega sovraštva do greha in vse škode, ki jo greh povzroča. Križ je tudi izpoved Božje ljubezni do grešnikov in njegovega nenasitnega apetita, da jih reši. Sveto pismo je polno prispodob o Bogu, ki hrepeni po tem, da ponudi drugo priložnost. Kakor se oče usmili otrok, se Gospod usmili njih, ki se ga boje. Toda usmiljenje in odpuščanje nista nikoli samo beseda, saj je s tem vedno povezana cena, dolg, ki ga je treba odplačati. In prav to usmiljenje je najbolj vidno na križu. Na nek način ne bomo nikoli popolnoma razumeli, da je bil tam odplačan dolg, ki ga ni bilo moč odplačati. In zato lahko mi začnemo znova. Zato moramo začeti znova. In to se je moral naučiti tudi Peter. Da je Gospod križa tudi Gospod druge priložnosti. Želim si, da bi cerkev bila prostor za ljudi, ki rabijo nov začetek, drugo priložnost, da bi posnemali Božji zgled, ker Bog je ponudil drugo priložnost Petru. Ponudil je tudi Abrahamu, ki se je smejal Božji obljubi in lagal o svoji ženi, pa pastirju, ki je postal kralj in zagrešil umor ter prešuštvo, preroku, ki je zbežal pred Bogom, bil rešen iz ribjega trebuha in želel umreti, ker je moral sedeti na vročem soncu. Celemu ljudstvu trmastih malikovalcev, Savlu, ki se je posmehoval njegovemu sinu in teroriziral njegove prijatelje. Bog ponuja nov začetek obupanim, grešnim ljudem, ki jim vedno znova in znova pravi, kaj praviš na drugo priložnost? Bog se namreč ukvarja z reševanjem. On je rešitelj dezorientiranih ovc, iskalec izgubljenih srebrnikov in tisti, ki teče naproti zapravljivim izgubljenim sinovom. Če bi lahko izbiral človeški poklic, bi zagotovo delal v uradu za izgubljene in najdene predmete. On rešuje,
rešuje in rešuje. In je tudi zdaj, ko poslušate te besede tukaj, ter želi za vas narediti to, kar je naredil za neštete ljudi pred vami. On je Bog novega začetka, Gospod druge priložnosti. Sprejmite jo. Amen. Molimo skupaj. Dragi naš nebeški Oče, hvala ti, ker nam v svoji veliki in neskončni ljubezni ponujaš nov začetek in novo priložnost. Pomagaj nam razumeti, da ta ni ponavljanje prve in da se mora zgoditi sprememba. A tudi to, da ta sprememba ni sad naše močne volje, ampak našega dovoljenja, da ti deluješ v nas. Zato, Gospod, te na začetku tega novega leta prosimo, da nam pomagaš, da bi svojo življenjsko zgodbo v letu, ki je pred nami, izpisali skupaj s teboj. Zavedajoč se tega, da nam daješ moč za tebi všečno življenje, a ravno tako tudi odpuščanje, kadar odstopimo od tvojega načrta za nas. Gospod, naj bo to naša gotovost in varnost in naj bo to tisto dobro sporočilo, ki ga bomo odnesli tudi ljudem okrog nas. Hvala ti za to drugo priložnost. Hvala ti za tvojo neomajno predanost ljubezni in odpuščanju in tudi pravičnosti. In hvala ti, ker sta se tako ena kot druga tako čudovito srečali na križu. Zato, Gospod, naj ti bo vsa čast in slava in hvala v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.